La festa della Pentecoste ci fa rivivere gli inizi della Chiesa. S praznikom Binkošti podoživljamo začetke cerkve. Knjiga Apostolski del pripoveduje, da je 50 dni po veliki noči v hiši, kjer so bili Jezusovi učenci, nenadoma nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom. To izlitje je učence popolnoma spremenilo. Namesto strahu je prišel pogum, namesto zapiranja so začeli oznanjevati, ter vsak dvom je pregnala ljubezni polna vera. To je krst cerkve, ki je tako začela pod vodstvom moči Svetega Duha svojo pot skozi zgodovino. Tako je papež Frančišek začel podanski nagovor z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra. Po molitvi Raduj se, kraljica nebeška in blagoslovu, je Sveti oče izrazil zaskrbljenost nad usodo številnih beguncev v Bengalskem zalivu in Andamanskem morju. Zatem je papež spomnil na včerajšnji beatifikaciji Oskarja Romera v San Salvadorju in sestre Irene Stefani v Keniji. Sveti oče je nadaljeval. Quell'evento che cambia il cuore. Ta dogodek, ki je spremenil srce in življenje apostolom ter drugim učencem, se je takoj ponovil zunaj dvorane zadnje večerje, saj so se namreč vrata, ki so bila 50 dni zaprta, končno na stežaj odprla in je krščanska skupnost, ne več zagledana same vase, začela govoriti množici različnih narodov o velikih delih, ki jih je Gospod storil, torej o vstajenju Jezusa, ki je bil prej križan. Vsakdo od navzočih je slišal učence govoriti v svojem jeziku. Dar duha je ponovno vzpostavil skladnost med jeziki, ki se je razblinila v Babilonu in je s tem predpodoba vesoljne razsežnosti poslanstva apostolov. Cerkev se ne rodi odmaknjena, rodi se kot vesoljna, ena in katoliška, z jasno identiteto, a odprta, saj objema ves svet